Je pa tole usitek ljudi. Noro dobro. Noro dobro. Tle je pa zaja. Veter zapiha in ti pesek v glavo v obraz meče. In je glih tako, kot bi te eni šmergli papirjem potegnil. Tole je kot peklo, sonce nažiga. Pa zame, ko sem še ves upečen od včeraj, pa sem si lejte kar takole naredil, tole jakenco sem si takole dal gor. Hvala vam, Mojca, za tole predstavitev. Dobrodošli, Slovenci, 10% popusta. No, ste slišali, tako da super. Zaželjeno. Edina budala sem, ki je v kratkih hlačah. Poglejte tle ljudje, kako so oblečeni. Temperatura je okoli nule. Ne vem spet, kaj sem mislil. Nič, tako kot ponavadi. Pa tle so slabši, kot Židje. Slabši. Čist vsako stvar ti zaračunajo. Vsako razgledno točko, povsod vstopnina, čist za vse. Je pa mislim, da tu najvišje ležeče polje gezirjev na svetu. Tole pa je sabo užitek. Evo, čilenski klevevš. Tole bo noro dober. Wow, se mi kar smeje se mi. Ja, lejte, zdaj se postavil, lejte, ne, kaj čemu zdaj? Ne, evo, vidite. Prispeli ste. Ja, prispel sem, kje? Aha. Zdaj sem šel na Booking pogledat, ne, če bi s kakšno slikco prepoznal bajto, ne. Ampak budala ne da čist nobene slikce od odzunaj, samo od odznotraj. Pa ljudje to tu zanima. Kje ne, vidite, vse zadekano, še noter ne moreš priti. Kje če me zdaj tu najdete? Pista. Tole bo dobil eno točko slabi na Bookingu. Sicer, jaz to zmeraj rečem, pol se mi pa malo prekupijo, dam pa 10. Ampak se bo tu nehalo. Pa prav napisal, da je težko najdeti. Sem zdaj tle parkiral, sem mislil koga vprašati, ampak si sem se spomnil, se lahko pokličem. Saj sem tudi jaz buter, saj niso samo oni. Jih imam pa tukaj poven kurac, se grejo turizem, ne, pa pizda, ki ti piše v španščini na WhatsAppu, pizda v Google Translate bi dal. Si dam lahko tudi jaz, ampak v WhatsAppu se še kopirati ne da. Pizda ji materna, pa pravite, da so Hrvatje slabi. Pa te so 1000krat bili grozni, tako da tole pa ne bo dobra ocena, sigurno, ne, so me pa razpičkali čist. Lej pa se mi poslal sliko, ki je samo na men sliko pošli, ja pizda, pridi do mene, ne, jaz do tebe. Mi je še enkrat lokacijo poslala. Lokacija je točno tele, ki zdaj sedim, se mi nazaj poslal, da se vidi tu naplava pika. Nič, jebe se njim, če Srbija nema morja. Jebe mi mater. Evo, najdu. Mojo jezo so že malo pomerali, ker imam res fino nastanitev, pa ful pocen. 30 € na noč, še manj kot 30. Saj sem plačal ene 3 evre več, kot je tam pisalo, ampak to je posod. Gospa je prijazna. Zdaj, kako pa tle videti, pa v daljšem videu iz San Pedro de Atacama in okolice. Prispel v San Pedro de Atacama. Mečkaj sem se razburil, ker nisem najdel, ne kaže jim prav Google Maps, ampak gledajte, kakšna lepa sobca me čaka. Jaz sem mislil, da je ful slabša, ker je ful pocen. Čeprav cena je bila dobra. Tole sem plačal, veste koliko? 28 € na noč. To je ful pocen. Dobro, to miza, WC, kopalnice, lejte, tudi velika, vse do zdaj sem umehne. Tako da sem ful zadovoljen. Zjutraj pa še posnamem, kako je zunaj,
ki zdaj že malo tam sedela, pa tako da bo boljša slika. Ne boste verjeli, kaj se je naredilo. Grem je skupati vodo pa sok, lepo zaklenem normalno, pridem nazaj, odklepam, ne gre. Se matram ene 2 minute, sem rekel, neki sistem je, ki ga jaz mogoče ne poznam, probujem vse živo, ne gre. Grem jaz kaj poklicati uno žensko majster oziroma potrkam na vrata, pridem pop, sem mu pokazal napisano, da pač ne gre. Rekel bom zrihtal, prije sem on se matra, 2 minute se je matral, da je odklenil, no, pol sem je še enkrat probal, na odprta vrata, evo, lejte, sem na odprta vrata probal in ti si ziček, ki ven gleda, se ne pomakne do snoter, ki ti odklepaš. Je majster rekel, da bo jutri zrihtal, upam, da bo res, bomo videli. Da vam pokažem še, kako od zunaj izgleda moja namestitev, prijetna zelo, lejte. Tle imaš tudi, se lahko od zunaj sedeš, kaj spiješ, odpreš računalnik, kaktus lep. Tle imam avto parkiran, tamle je izhod, tako da sem s tole namestitvijo zelo zadovoljen. Evo, še tle imam jesen stol, se lahko sedem, sem glih sonce sije, noter vam veliko ne bom kazal, ker vam že razmetano, tako da super namestitev za ta denar. Zdaj pa iščem nekaj za pojesti in tukaj je živi kaos, vam povem. Tle sem šel do ene restauracije, ki je dobro ocenjena, sem kječem pa parkirati. Tako da iščemo naprej. Že pure iščem za jest, pa je vse zaprto. Če pa slučajno ni zaprto papir, pa parkinga ni, ne. Evo, tle sem hotel na pico in evo zaprto. Pizda se jim ne da delati. Po več kot 48 urah en pameten obrok. Včeraj sem pojedel samo 2 breskve pa 2 banane, ni je bilo cajta. No, tle sem pa v eni lepi restauraciji, mislim, taki čist domači. Takole izgleda okol in tule, kar vidite tukaj, skupaj s Coca-Colo košta 9 evrov, pa izgleda dober. Seveda še zmeraj ne smem jaz mesa, razen en kos kruha mi bojo mogli še prinesti, pa mislim, da sem tole fino najedel. Evo, tukaj ob cesti sem se obstavil na eni razgledni točki. Lepo. Tole dol, ki vidite, je mesto San Pedro de Atacama. Tukaj dol na neke pač take zanimive kamnite formacije. No, vam moram pa nekaj čisto po pravici povedati, kaj se mislim v tem San Pedro de Atacama. Pa tle so slabši kažidje. Slabši. Čist vsako stvar ti zaračunajo. Vsako razgledno točko, povsod vstopnina, čist za vse. Pa niso tu niti tako majhne vstopnine, kar se začile tiče, ne. Tam, med 5 in 20 evrov, ne. Pa ene 5 takih plačaš na dan, pa je nekaj, ne. Tamle prej sem nekam hotel jet, ker sem bil prepričan, da je brez vstopnine. Prav una vstopnina, sem rekel, ok, koliko bom plačal? Ja, prav ne moreš tle, moraš je dol umest. Sem se mislil, pa vi zajebavate ljudi. In ja, tle res malo zajebavajo ljudi, ne. Veste, čist nikjer noben ga napisa v angleščini. Noben se ne potrudi, da bi beseda znal angleško. Ker ti od namestitev piše, ti piše v španščini, pa napišeš prosim v angleščini. Ne, mislim, Google Translate bi dala, ker po WhatsAppu, ki ti pišeš, ne morem pol tisto kopirati njihovo, pa da to Google Translate se je dal. Ampak tudi, jaz sem stranka, jaz sem ji dar prinesel. Tako da, Madonna, se boš pa potrudila, ne. Ampak ne, tu so, tu jih pa ne premakneš, pa mi jambramo, ker Hrvate nimajo v slovenščini meniju. Ja, lejte, tle jih nimajo v angleščini, tle imajo samo v španščini. In tu se mi pa malo zdi. Mislim, ne vem, ko so tukaj, a kar mislijo, da moramo vsi špansko znati ali koga?
Mislim, budale totalne in zaradi tega nisem še nobenemu dal ocene na Bookingu in tudi zaradi tega bojo dobili nižje ocene. Sigurno, tu se mi pa za malo zdi, ne. To je en tak prvi vtis, ampak lepo pa je. Lepo pa je, tako da kljub teh slabih stvareh, ki sem jih pogledal, še zmeraj se zelo splača priti. Zdaj grem pa še na en izletek, do enih jezer, slanih, takih drugačnih. Sicer je ura že kar nekaj, zato ker sem v danes veliko dela, ker sem prvi video iz Čil objavil. Veste, to je ogromno dela, to ni kar tako, to pa tudi milijon stvari gre narobe, če pol vidiš tu poprav, tu poprav, tu drugače, se samo nekaj narobe naredi. Tako da, če si niste prvi del pogledali, si ga nujno poglejte, ful je dober. No, tukaj sem pa ustavil, da vam tale vulkanček pokažem. Te človek bi kar gor skočil. Tole je čez 5000 metrov siguren. Zdaj sem pa tlele ustavil, vidim pa lame. Te lame, se mi zdi, so pa kar malo firpčne. Bom videl, če lahko bom kaj do njih prišel. Spomnim se en uvaz pri naseljenemu lame. In to so napale in moje pse, in mene, in vse, tako da psa sta tako bežala. Tako da grem tole malo bližje pogledati. Da vidimo, kako bo tole šlo. A bojo zbežale, ali bojo obstale? Sranje. Stran gre, sranje. Kakšna čudovita pokrajina, kakšni hribi, kakšne barve. Lejte, tle pa še ptiček prišel. Mu kaj za jaz smuditi, pa nimam, žal. Tale se pa popolnoma nič ne boji. Veste, kaj mislim? Da je tale šel za menoj. Res. Pa da nimam, pa samo en star kruh, pa sem ga ven dal. Kaj je? Se jih je več. Kaj je? Kaj si hud? Kaj si hud? Na koga si ti hud? Saj ti ne bom nič naredil. Dajte še eden. Gremo eno dobro turo narediti po cesti. Poglejte to lepoto. To je slano jezero, ki so noter flamingoti. Jaz jih tamle vidim, nekje na sred kamere. Bom probal pol s fotoaparatom to približati. Drugače pa lejte. A ni to čudovito? Zdaj moram na to podol, ki vidite, moram z avtom pridati, pa se zapeljem, da pridem bližje. Mislim, a ni to nora pokrajina? Jaz sem čisto navdušen. Zdaj sem pa na drugi strani jezera. Zdaj ne vem, če se kako da, zraven onih flamingov se ne da priti. Tamle vidim eno pot, ampak ne bi se rad kje udaril noter. Ampak je fantastično. Grem pa zdaj še naprej, ker je pa še eno jezero. In po mojem še večje, kakor bi tako na uč rekel. Tole je pa najbrž pravi čudež tukajle. Lejte, dež pada. Dobro, zdaj sem že ful stran od tega
San Pedro de Atacama, ampak v puščavi Atacama, kar tule še zvrem spada, pač sem prebral, da tle tudi po 10 let ne pada dež. Sicer no dobro, težki par kapelske je palo. Bo nehalo, kakšnega naliva ne bo. Zdaj sem prišel pa še do tega zadnjega jezera. Tlele vidite flamingote, sicer vi jih vidite kar na deleč, kako prav vdali. Še svetloba je slaba. Tudi zgleda, da je zelo malo vode. Vidite, tamle v zadju se pa bliska. In kakšna kapeljica pa. Ste že videli, kaj se je zabliskalo? Pa tudi kakšna kapeljica pade. Tako da jaz bom zdaj tle obrnil, pa grem nazaj. Kam šel nazaj, se bom še na parih krajih ustavil. Jajte, grmi celo. Tako da, ja, zanimiv izletek bil tole. Iz ceste sem videl eno zanimivo stvar, ampak veste, me je kar malo strah se voziti takole Bogu iza nogu, potem le makadamu, kaj če predrem gumo. Gotov sem. Imam tle rezervne gume ni, imam kao neki kit za napumpat, pa tret, to je vse skupaj. Poje pa še tle, ne, kaj če slučajno kje zakopam. No, kaj sem pa videl? Lejte, tele osamelce, oziroma počakajte, da pridemo bližji. No, do tega sem hotel prideti. Pa nisem lejte, so še tamle gor naprej. Ampak ne vem, lejte, tlele tako lepo en dvorišče, tamle so pa kar eno ograjo s kamnu naredili, da ne moreš z avtom čez. Lekva ima je to za ene glupe fore. Ampak jaz bom šel tisto lepo drt, pa me prav malo bolika. To Bog ve, kakšna fora je to. Da še kaj do drugih pridem, lejte, kako je lepo. No, zdaj, ko sem se pa obrnil, vidim pa še v to smer, kako je lepo. Tole je tisto predzadnje jezero, ko sem bil tamle zadaj, ko vidite, pa te hribi pa to, lepo. Veste, kaj bi rekel? Jebem unmu, ki je tele kamne tle nastavil, le za koga jih je mogel. Lejte, po celi črti. Zdaj sem to razmetel stran, ker oklete vrabe. Evo, teh kamnitih struktur je tle še več, ampak ta prva je bila najbolj zanimiva, kaj pravite? Meni je bila najbolj. Tik preden sem prišel domov, oziroma v apartma, evo, sem se pa še ustavil, ura je sicer že 9:30, ampak tle še kar zelenjavo prodajajo pa sadje in jaz sem vzel malo telih, pa malo telih. Zaenkrat bo tu dost. Ta izbira ogromna, kakšen groj se bi tudi pasal. Tu so mangoti ali kaj? Češnje lepe celo imajo. Jagode, vse kar češ. Poglejte, kakšnega lušnega prijatelja sem najdel. Koža, videl so se takoj ujela, ne? Takoj si ti jih meni prišel, ko si vedel, da so mi dva prijatelja, ne? Ja, ti bi se crklal, ne? Ja, seveda take, ko si ti imam jaz rad, ne? Ja, kakšen prijazen koža si ti, kam imaš te pa klopa? Ti ga bom pa spolil, reveš, bogi. Kje si ga pa dolgo? Ja, bogi si. Dobro jutro!
Poglejte, kaj so tle jutra lepa. Meni veliko lepš kakor večeri, ker večeri so te meglice, pa ker se neki ne vidi dober. Zjutraj je pa čudovito. Jutri bom še bolj zgodaj vstal, tako da bo še bolj čudovito. Drugač pa danes je ravno en teden, kar sem prispel v Čile, brez vožnje, govorim, v sredo sem pristal in danes je sreda. In zdaj si bom privoščil prvi oddih za par urc, oddih. Glejte naprej, pa boste videli, kaj lepega sem si privoščil. Prispel na današnji cilj, prvi cilj, bomo danes še kaj drugega videli. Tle sem avto parkiral, tamle dol sem prišel, sem pa to v enih termah. Terma zdaj ima Puritane, nekaj tacga, no. Se veste, jaz tu se slabo imena zapomnim, še posebej tuja, domača bi se. In zdaj imam tle 5 minut peš, dol je pa tu termalna voda od 28 do 31 stopinj, menda ful zdrava, košta sicer ta zadeva 35 evrov, ampak sem rekel, grem, ker imam tu rad, pa še tu je, mogoče bo moji nogi pomagalo, ker me pač boli. Drugač pa zanimivo, ne, na kakšnih višinah smo tu, lejte, 3580 metrov, ne. To je 700 metrov višji kot Triglav, ne, in tle sem je že zelo velikrat bil nad 4000 metrih, to 4000 metrov je tle čist navadna zadeva. Je pa tle zgleda tu v enem kanjonu noter, ne, tle najbrž včasih voda tekla. To bi bilo zanimivo tudi to še malo pregledati, prehoditi. Bomo videli. En tak prvi občutek mi prav, da bo tole še veliko bolj zanimivo, kakor sem mislil, da bo. Lejte, te terme se nahajajo dol v neki dolini, ne dolini, kanjonu, neke reke. Lejte, kako je lepo, kako je zanimivo. In mislim, tole bo ful hudo. Aha, lejte, malo se že vidi. Aha, kaj bo to dober. Veste, kaj sem se pa zdaj pomislil, ne? Če imajo kakšno senco, da imajo, ker če ne te sonce tle užge, čist, čeprav se namažeš. Kaj je tole dober, ljudje? Tole pa je sabo užitek. Evo, čilenski klevevš. Ljudje, tole je noro. Mislim, da, če sem se prav zapomnil, 7 bazenčkov je tukaj. In mi tle ženska svetovala, ne grem najprej unga spodaj, ki ima, mislim, da 24 ali 25 stopinj, in se počas gor pomikam, ker pol gor so pa vse toplejši. Najtoplejši je zgore in ima 34 stopinj. To je skoraj isto, kot v Kostanjevci. Tako da tole bo noro, 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 noro dober. Wow, se mi kar smeje se mi. Kar smeje se mi. Zanimivo tudi pot po telih zadevah. Veste, da noga se mi pa kar zboljšala. In po mojem tale hoja danes in tele toplice bo samo še ful zboljšalo. Tako da tudi tu je dober. Ful dober je tole res. Zdaj sem prišel do dol, 7 je teh bazenčkov, ja. Pa sem se malo razmišljal, da še tlele se sprehodim po tej dolinci. Pa zdaj ne vem, ali imam cajt, da se ne grem raj kopati ali ne, oziroma tale tlele en zanimiv še kanjonček. Je pa zanimivo, lejte, da tle piše, ne, ni prehoda, ker tle zgleda lahko vsak hod je neka pohodniška pot in ne plačal stopnine in bi se tle lahko prešvercal. Ampak dobro, si imamo stopnino, tako da me tu popolnoma nič ne skrbi. Ampak lejte, tole nazaj se še zmeraj lahko vrnem, tako da se grem kar kopati.
zdaj sem pri teli najbolj mrzli, ampak je kar topla, tako da tale ima krepko čez 24 stopinj, tako da mogoče imajo oni malo narobe merja. Poglejte to, v Ameriki ni tako, vam povem. Glejte, tamle na on stran pa še super. Tole je bolj toplo, kot v Klevevžu, tako da en sam užitek, vam povem. Joj, kaj je tu dober, kaj je tu dober. No, tle pa naprej pol voda gre, noro dober. Tle imam pa zdaj malo problem snemat, veste, ker imam GoPro poškodovan in ni vodotesen. Tako da ne morem, zdaj, če bi mu GoPro vodotesen, bi šel jaz čist pod slab, pa pa tret, ne morem pa malo paziti. Ampak je pa tole užitek tudi. Noro dobro, noro dobro. Tlele imaš prav sedež, da se usedeš, odzad za menoj je pa slab, tako da vrhunsko dobro, res. Wow. Zdaj smo pa že pri drugem, od spodaj, in je res voda kar občutno toplejša, tako da zgoraj bo imela po mojem vsaj 36 stopinj. Sem prepričan. Moram paziti na GoPro, da mi ga ne odsmočilo. Se mi ga je malo že. Kar not me vleče. Se ni problem, ampak od zadaj imam ekranček razbit, ker sem ga razbut Črni gori in tam lahko voda not pride, ne? Ne vem pa, kaj tele ženske delajo s tem ljudmi, kada so jih hipnotizirali in jih malo gore dole vozijo. Neki za nekaj tu že je, ne vem. Kava. Zraven so celo takole lepo stopničke. No in takole pol pa voda naprej dol teče. Tole je pa že ta tretji bazenček, tudi luškan, še najbolj luškan, tamle, ki je senca, ni treba kape imeti, tako da sem ful užival, tle sem kar ene pol urce ležal. Tale je pa četrti in zgleda, da bo pa huda zmaga, oziroma lejte, gor nasleden, ker so gor ljudje, še večja zmaga. Wow, neverjetno. Od tam gor jaz snemat, sem dol, to bo fantastično. Me prav zanima, koliko je bolj topla voda tukaj. Evo, tole je pa od znotraj četrtega bazenčka, ful super. Tole je pa že nasleden. To je ki smo ga prej gor gledali. In ta je pa najboljši do zdaj. Ne vem, to je zdaj menda peti. Evo, lejte, gremo pogledat to, ki smo prej gledali ljudi gor. Zdaj bomo pa v tem, ki smo jih mi gor gledali, in bomo mi gledali dol čez ta slap. Boste videli, kako je to super. Lejte, tukaj smo prej spodaj bili, pa smo se namakali. Tamle je še en slap, sem so dve punce, tako da, ko boš na stran, še tam posnanem. Noro dobra zadeva, tole je bila pa popolna odločitev. Čeprav sem že skoraj obupal, da ne bom šel, zato ker sem trikrat probal plačati
preko interneta moraš to bukirati, drugače ne gre, da bi tukaj plačal. In sem 3-krat probal, pa je 3-krat nekaj ni šlo čez. Pa ni bila moja kartica problem, njihov sistem bil problem. In sem že malo obupal, potem sem pa še enkrat probal, pa hvala Bogu šlo. In hvala Bogu, da je šlo, ker tole je res noro dobro. No, tukaj je pa še tata drug slab. Tudi fantastičen razgled. Zdaj sem to, da sem prišel do tega placa, da sem posnel, sem mogel čakati 5 minut, ker so dve punce tle ležale, pa dol gledale. In sem pa pomislil, kako bi bilo fino, če bi jaz tukaj imel mojo Renatko, mojo v narekovajih, da ne bo kdo kaj narobe mislil, iz Maribora, ki je že večkrat z mano potovala. In lejte, če bi se tle lepo legla, dol gledala, pa jaz lepo, da jo slikam, veste, kako bi bil tale kader lepši, če bi tle ena ženskica, taka lušna, ki je Renatka, ležala. Tu bi mu tudi video bistveno več ogledal. Pa vi rečete, karčete, da ne bi mu. Sigurno ne, poglejte unga z Madžarske, ki so bila v raznih termah, pa boste videli, kako je bilo. Zdaj so se pa tiste dve ženske gliklale zrihtale in bom pa mogoče posnel tako, kada jih ne snemam, da vidimo. Evo, vidite, dobro, tole pa pravi svojem si malo pofejkal, da sem mu na punce posnel. Ja, nič, ko pridem domov, bom Renatko poklical, pa vprašal, če bi kam z menoj šla, da mi mečkan videe popestri, ne? Kaj vi mislite na to idejo? Dejte, vidite, takole bi Renatka ležala in bi bilo ful bolj zanimivo. Se strinjate z mano? Tole je pa predozadnji bazenček, tudi lep in zanimiv, tako kot vsi. Sem težko rekel, kjer je boljši. Dober, kjeri so boljši, tisti slapovi so super, ampak vse skupaj fantastična izkušnja. To je pa zadnji in najbolj topu bazenček, ampak zdaj niti ne vem, a je tu ful razlik ali ni. Meni so zdaj vsi topli. Je pa ta, boste videli, malo daljši. Tam gor je še en slab. Dober, tudi tle so dol slapovi. Pa lejte, ne. Tam gor odzad je en slabček. In je tudi zanimivo do njega jeti. Jaz bom zaplaval tukaj, ampak ne z GoProjem, ker mi ga ne sme zmočiti. Kot sem že prej povedal, je poškodovan in čim tle noter voda pride, je pol čist bo nehal delati. In pa je bila pa tu še katastrofa, da se mi tle crkne. Sicer imam rezervno to kamero, ampak je veliko slabša, tako da si ne bi želel, da bi tole crknilo. Konec kopanja. Bi se človek še kar namakal, ker je res fino. Ampak pridejo tu druge zanimive stvari. Za videti, za delati. Tako da super. Gremo naprej. Evo, tukaj voz, tale kombi gor. Pa kad sem šel mejem, je človek rekel, da ne grem noter, ne. Pa sem rekel ne. Zakaj sem rekel ne? Zato, ker kakšna klima najbrž tako nabija, da me prehladi čist takoj. Čeprav šepam, grem raj peš, pa ne bom nič veliko kasnej, kakor bojo oni. Dragi gledalci, ne boste verjeli, koga sem srečal jaz v San Pedro de Atacama. Tole je Mojca, Slovenka iz Maribora, ki tukaj živi že 30 let. Mojca, kako ste vi tukaj pristali? Ja, med potovanjem sem naletela na ta kraj, in mi je bilo zelo všeč in
sem tu moža spoznala in se ga, no, tu bi se pa dalo nekaj novega, nekaj začeti. Takrat so bile velike šanse, da karkoli odpreš, a ne. No in pa sva se odločila, pa sva tole hišo vzela, najprej v najem, pa sva najprej začela kafe kuhati, ne, kafe Sonček je bil. No, pa smo to par let delali, pa smo pa počasi to hišo odkupili in začeli rihtati sobe za prenočišča. Moram reči, da je ena slovenska skupina prišla iz Kranja, Planinci, velika skupina, bilo jih je 60 in s tistimi smo mi pol v bistvu gor postavili vse skupaj, ne. Ker je bilo treba te ljudi poštimati. Lepo, lepo. Koliko pa imate kapacitet za koliko ljudi? Trenutno zdaj imamo 9 sob, to je, mislim, da okoli 25 postelj, tle nekje. Zato, ker ima vsaka soba svojo kopalnico, a ne. To smo šele 2 leti prišli na ta nivo in imamo zaradi tega malo manj sob, ker smo pač kopalnice še vmes naredili zraven, noter, ne. Je pa to družinska hiša bila. A lahko nam malo razkažete, da bodo gledalci malo vedeli, pač kdo bo hodil po teh koncih, to je hostel Sonček, ne? Tako vas najdejo, ne? Ja, hostel Sonček, ja, San Pedro de Atacama. Takole so, tlele imamo eno sobo, lahko malo pogledamo. No, dajmo pogledati. Druge so zasedene. No, super. To je vse lokalni stil. Ta vrata so sigurno 200 let stara. Se vidi, ja, super. Pa tele bege gor, ki strop držijo tudi, ne. To je bila prej neka črna kuhinja, ki smo jo pač spremenili v sobo. Takole, zelo lepo, evo. Tukaj ena postelja, tukaj še 2 postelje, tukaj le WC kopalnica, vidite, lepo urejeno. Tako da super. Imamo v glavnem take 4-posteljne, 2-posteljne, pa tudi 1-posteljna soba. Drugač pa zmerne cene, ne. Ja, to sem videl na vaši strani, ja, ko sem vas iskal. Nismo med najdražjimi, pa tudi ne med najcenejšimi, kar je v bistvu pač na ta način si eno določeno skupino ljudi pač privabiš, ne. V glavnem delamo z Evropejci, s tujci, oziroma zdaj že cel svet hodi k nam. Prej je bilo ogromno Francozov nekaj časa, zdaj pa tudi Nemci, Belgijci, Španci, Italijani, imaš vsega boga iz cele Evrope. Pol imaš Brazilce, Kitajce, Koreja, zdaj prihaja precej. Res, cel svet je tu. Tole je pa kaj, dnevni vrt? To je naša dnevna soba, jaz pravim, ne. Tole je prostor za posedanje in od zadaj je pa kuhinja na voljo, tako da si tudi gosti sami lahko kaj skuhajo. To se pravi, to gostje lahko imajo uporabiti. Ja, kar seveda je zelo zaželjeno, ker na ta način pač ne rabiš ti 3-krat na dan iti v restauracijo, ampak si lahko tudi sami tukaj kaj pripraviš. Zelo lepo. Ja, mi tukaj naštimamo take osnovne stvari, kavo, čaj in tak naprej, to se lahko sam postrežeš. Drugače pa vsa oprema za kuhanje tudi, ne. Super. Ja, nekaj lepo imate, jaz vam želim čim več uspeha v poslu. Tule zraven imamo restauracijo. Tudi restauracijo imate? To je vaša restauracija. Ja, to je naša restauracija, to je bil od začetka ta moj kafe Sonček. Pol smo to malo razširili, zdaj je ta restauracija približno za 100 ljudi, ampak jo jaz ne delam, ne. To zdaj ena druga dela, to je zdaj bi že preveč.
tako da zdaj se jaz še ukvarjam samo s hostlom. Lepo, lepo. Ja, super, hvala vam, Mojca, za tole predstavitev. Dobrodošli, Slovenci, 10% popusta. No, ste slišali, tako da super. Zaželjeno. Bomo dali tudi opis videa link, tako da se note matrali iskat. Pa pejte Mojco obiskat. Ja, no, pridite. Pa te lepe kraje. Pridite. Zdaj grem pa še malo okoli raziskovati. Imam pa velik problem. Ura je že 4:30 in vse najbolj zanimiva stvar je vstopnina, pa ni problem vstopnina, ampak je problem, ko zaprejo ob 5:30, ob 6, ene celo 5 in pol ne moreš iti noter, čeprav je dan do 9, ne. Tako da sem kar malo zapeljal, pa če bom kaj videl, da se da videti, pa natankat bom šel za vsak slučaj, da ne bo jutri treba. Jutri zjutraj pa spet ena huda zadeva. Vstanem pa že pred 4. In grem, da moram biti ob 6 tam, pa ker bolj počas vozim, bom raje šel še 20 minut prej, da bom tam računam, da moram biti tam 15 do 6, ampak na koncu bom ob 6 ali pa 5-6. Tako da, tudi če bom šel danes kaj prej spat, čisto za to, bo čisto okej. Neč, gremo pogledat. Še pa celo par oblakcev gor, mačkam sonce zakrije, tako da je kar fino, ampak veste, ta sonce je močan, sploh od zunaj ni močno, pa avto pa tako se greje in noter in tako, da je pa to groza. Danes se bojim, da mi je plešo užgalo. Bojim se, da mi jo je, oziroma sem kar prepričan, da mi jo je, ampak kaj če ne morem pomagati. Prispel nazaj v sobo, kako bi temu rekel. Ni nič pametnega bilo, da bi bilo še odprto, tako sem se mogel vrniti. No, zdaj grem pa jaz pod tuš, se pogledam v špegelj, v ogledalo in glejte, jaz sem čist vijoličen. Kaj tu šele bo? Nisem se namazal. Namazal se pa nisem zato, ker se tam prepovedano mazati. Doma sem se orenk namazal po faci, po rokah, po nogah, tle se pa nisem. Pa sem pol tam mislil, ma se bo šlo nekako. Vse je tu malo ven noter, saj to ni veliki. In evo, lejte, kaj sem se zajel. Kako me ne zoči tu? Tu sem izmrl, na vsakem se spomnite v Vietnamu, kako me je užgalo. Sicer močno upam, da je tu manj hudo, ko je bilo tam. Ne vem zdaj, ker je pač tu taka višina, tudi sonce je opasno zaznort. O, ljudje, nimam pameti, jaz tu gav nimam. Neč, zdaj se stuširam, hvala Bogu, imam uno kremo za posončenje, da se orenk namažem. Vidite, kakšno Bogu se boju, zdaj da bi me mazala, pa bi bilo, ne? In ka nimam, je pa tak problem, ne? Tu bo sigurno. Ura je 6 zjutraj. Prispel sem tukaj po 2 urah vožnje do gezerjev El Tatio. Tukaj bomo pričakali sončen vzhod. Ne vem zdaj, zakaj tle stojimo, verjeten, da še niso odprli, čeprav bi mogli ob 6, oziroma ne, minuta fali, pa lejte, -1 stopinja je, drugač pa tudi do -5 stopinj je prišlo, tako da kar hladno. Jaz sem šel pa v kratkih rokavih, pa kratkih hlačah. Hvala Bogu, po pomoti imam tlele noter eno jakenco pa en puloverček, da bom kaj za obleči. Prispel sem na gezerje. Edina budala sem, ki je v kratkih hlačah. Poglejte tle ljudje, kako so oblečeni. Temperatura je okoli 0. Ne vem spet, kaj sem mislil. Nič, tako kot ponavadi. Poglejte, ta je dober. In fora je to, da moraš čim prej zgodaj pridati, ki je še mrzlo, ker so takrat veliko bolj aktivni. Pol, ko sonce posije, je menda bistveno slabše.
In tega, lejte, je cel kup. Tudi ljudi veliko. Ni pa ne, da bi kaj te segrelo. Vidite, tako lepa, če greš z agencijo, tlele en cad je bil, ga je tisti vodič že težil mu. Ti dej priti sem v skupino, pa tako naprej. Zato jaz to vedno najrajš sam. Glejte, kako tale bruha. Menda sem včeraj bral, da tudi ene par ljudi vsak let tlele kar fino nastrada, ke malo prebliz grejo in pol pa buše enkrat ven in ga opeče, ker tule je kar topla voda. Pol imaš pa tudi takele manjše in zanimivo. Enkrat pride kaj ven, pa en cajta nič. Aha, lejte, tamle vidite, kaj je voda prišla. Zdajle bo nekaj. Evo pa, da me malo pogreje. Ljudje, zmrznil bom. Dobro, da se tle lahko z avtom malo okoli voziš. Zdaj sem bil na 15 minut od zunaj. Prste čez zmrzene. Tako da zdaj grem pa z avtom, ker le 500 metrov stran, pa da se ta cajt še mečkan segrejem, ker je tako mrzlo, da je za znort. Ko kaže, ja, -0,5 stopinje. Sem da sonce posije, da malo bolj toplo, sem takrat polmen, da je pa to ful manj, začne ven bruhat, pa tako naprej. Gremo naprej. Teli so dobri, ki je takole še okoli se kamnina naredila. El Tatio drugače pomeni jokajoči stari oče, zato ker bi se v tem videli obrise jokajočega starega očeta. Tukaj je tudi malo po žveplu zadiši, ali pa kaj drugega, ne vem, zadiši, zasmrdi, kakor komu. Vidite, tega je cel kup. In tamle na koncu, tam v daljavi so, vidite, najvišji te para gor. Jaz sem se odločil, da bom najprej šel ta del, ker so vsi na unga tiščali, tako da zdaj se bom pa kar hiter odločil, pa bom šel hiter še kaj, da kaj ne zamudim, ker menda pol, ko sonce posvet, ko se malo segreje, je to veliko manj aktivno, tako da kar gas naprej. Tale je tu dober, lepo vodo vam bruha. Vsak je malo drugačen, vsak malo poseben. Sem probal tole vodo, ki tle teče, se pravi, ko se je že majčkeno ohladila, ampak te kar speče še. Tako da je čisto prav vroče za kopanje, po mojem ima 70 stopinj, 60 sigurno. Tale je tudi kar aktiven. Ejte, pa zanimivo, če pogledaš kele dol od zadaj, to je tisti prvi del, ki sem bil. Ko sem se sem pelal, tik pred parkir placem, sem ustavil, pa sem naredil par fotk s fotoaparatom, to se je vse dvigovalo dim. Zdaj se je pa čist nehal. In, lejte, še tale zgubila moč. In to sem včeraj prebral. Tam, takrat, ko sonce je, ko se sonce začne, pol to čist zgubi. In celo tako je pisalo, da če prideš, če ne greš zjutraj, da prideš sred dneva, lahko celo rečeš, da ni to čisto nič posebenega. In ja, lejte, tam zdaj kada ni več teh gazirjev na onem koncu. Prej to bilo pa vse v stebrih. No tamle tisto predaj, da se še nekaj deluje. Pa me zanima, če bojo tudi te nehali. No, ta je pa do zdaj, bi rekel, najbolj aktiven, ke voda ven bruha. Tukaj še en manjši bazenček. No, ta kar daje še od sebe.
Me pa zanima, kako bo čez 10 minut. Ker bo še bolj sonce posijal, ali bo to lejte, ko je začel bruhati. A je bilo fino, če bi zdaj ene 5 metrov gor udaril, a? Opa, bo nekaj. Drugače se tole nahaja, če imam prav spominal, tam okoli 3600-3700 metrov nadmorske višine. Sem to včeraj vse pogledal, ampak zdaj teh podatkov pa ne morem preveriti, ker tukaj ni interneta. Zapomnil se jih pa tudi nisem, ne. Je pa mislim, da to najvišje ležeče polje gezirjev na svetu. In tudi eno večjih. Ni pa to tisto, da bi tako voda ven bruhala, kot na Islandiji, pa tudi še mrske druge. El Taito je tudi vulkan, ne vem, a je to tale zadej. Verjetno, da ja. In tukaj le napisi in vidite, se ljudje veselo slikajo, celo vrsta je, da prideš na vrsto. Poglejte, kakšna huda pokrajina. Ne vem zdaj, koliko se bo to dobro videlo na ekranu, ampak v živo vam garantiram, da je top. Poglejte, koliko flamingotov. In to jih je, lejte, tudi še kaj na uno stran. Škoda, da je sonce glih kontra. Drugače bi jih pa ful dobro posnel, sicer s fotoaparatom, ker imam sicer še enega starega, moram nekaj novega jaz nabaviti in to bi taki posnetki bili, da je groza. Že tlele je par dobrih, jih boste zdajle videli naprej. Poglejte, kakšen lep kanjonček in noter teče reka. In jaz sem 90%, da je tu una reka, kjer sem se včeraj kopal noter. Ker je glih nekako tako logično, tam nekje gor je tisto. Pa lejte, zanimivi kaktusi. Tudi na te stran bom pa šel tu jaz malo bližje pogledati. Evo, sem prišel do tega kaktusa. Ta kaktus je verjeten star več 100 let. Se tu zamislite. To tudi čist počas raste, ker nima ne vode, ne nič. Je pa tle en tak področje zgleda, ki je več teh kaktusov, ne. Morda je tu vpliv, ker reka dol teče. Ne vem, vidite, tamle od zadnjih je kar nekaj, pa tamle gor še eden, pa za menoj je še eden, pa tamle gor so spet. Lanem lepa pokrajina. Zdajle bo treba pa malo poplezati, da pridem dol. Kar orenk, pa s to mojo nogo bo to kar izziv, ampak grem dol, zato ker vidim, lejte, tamle celo en tabori. Dobro se spomnil. Kopa se pa tamle noter v vodi. Me prav zanima, koliko je topla. To je sigurno una reka, ki smo se mi včeraj kopali. Ja, majster je tamle šotor postavil, majster pa ženska in se lepo fino noter kopa. Nisem mogel glih snemati, ki je bila ženska v kopalkah. No, tle pa ta pot nekam še gre. Uni pred mano, eni so bili pred mano, so verjetno šli tle, ja. Le, Bog ve, kam tu pride. Nikjer nisem nič bral, da bi tle kaj bilo, ampak morda pa v nekaj več vejo, kaj vem jaz.
ali je pa sam pot. Drugače pa, če se spomnite, na ta pot, po mojem je včeraj tam gor prišla, ki je pisalo, da ni prehoda, ne, zato ker pač mi smo mogli stopnino plačati, ne. Tako da ta pot pride vse gor do Term, sem prepričan. Je pa verjetno tle še kakšen luškan kraj. Tako, ki je bil ta, ki je zdaj ta majster se kopal. Tu kanjon se kar nadaljuje in nadaljuje. Kakšen tunel. Občutek, da jih tle ne grejo lik. Pa še kapo sem zgubil. Ste tu lahko plešo. Čisto praska. A saj, če bi šel pa tlele, ne, pa ne bi bilo treba jeti, če so se tu. Jaz rad tapam po takih zadevah, čeprav zdaj malo manj rad, ker imam problem s to nogo, ampak moram pa povedati, ne, da je pa od včeraj za 100% boljše. Skoraj normalno že. In veste, zakaj to? Zato, ker sem jo vod razgibaval. Pa verjetno tudi voda ima svoj vpliv, ne. Tako da, kljub temu, da me je v peklu in me orenk peče, nisem prav slab občutek, ne. Tako da, po en stran malo komaj čakam, da bo jutri zjutraj, ker jutri zjutraj bo pa že malo boljš, po mojem. A glejte, celo neke brvi. Ja, pot se nadaljuje naprej in točno tako, kot sem rekel, sigurno prideš do tistih Term. Jaz ne bom šel naprej, malo moram nogo šparati, pa tudi imam kar še neke stvari za videti danes, tako da moram kar pohitati. Tako da grem nazaj, tam pa, če bo vse po sreči, onega majstra, ki se kopa, posnamem. Škoda, ker ne znam špansko, bi ga lepo vprašal, pa bi sigurno dovolil, ne. Tako je pa malo čudno človeka kar snemati, če se kopa, ne. Pa čist na blizu je, ne moreš iti bolj daleč stran, tako da ja, bomo videli. Tukaj sem tudi probal vodo in je prijetno topla. Bi rekel 25 stopinj, sigurno raj kakšno stopinjo več. Tako da tukaj se mora biti res hudo kopati noter. Evo, tukaj not se prej majster kopal. Zdaj šel ven, tako da brez težav posnamem lep tolmunček. Ravno prav topla voda in je užival. Tukaj se je šotorček postavil in to je to, vrhunsko. Po 48 urah bo pasalo nekaj pojesti. Včeraj sem pojel samo 5 breskov, danes pa 2 breskve. Tako da sem se pa odločil, da grem pa na pico, da bo nekaj močnega. In mislim, da sem ful dober najdel, lejte. Eni boste sicer rekel, da je to žalostno zgleda, ampak lejte, ker vam jaz takole pokažem, lejte, kuhno, družinca dela. It's ok? Lejte, to bo fantastično. Jaz sem prepričan, da bo fantastično, lejte, lepo urejeno, super imajo, tako da, kaj dobim, vam povem. Pica prišla, meni se zdi, da bo ful dobra, lejte. So tudi olivce gor, ja, ali se mi sam zdi, so. Imam čudo, da je ful okusna, tako da komaj čakam. Ljudje, vrhunska pica, samo en košček sem probal, vrhunska. Škoda, ker jutri že gremo tle, škoda. Tu bi šel večkrat jesti. Zdajle grem pa v dolino smrti. Sem komaj tle zrihtal, ker lahko sem s kreditno kartico plačaš, pa ni bilo interneta, da je bil odkleno. Drugače pa, če vam po pravici povem, me je kar malo strah, ker me vse peče,
pa pa tret, pa vročina, pa ta močan sonce, pa vse. Tako da en cajt se gre z avtom, potem pa še 1 kilometer peš. Pa še noga, pa tu problem, ampak sem potrudil, če sem že tle, dam vse od sebe. Bom pa zdaj kamero namontiral gor na havbo, tako da boste videli skozi, kako je. Bo sigurno zanimivo. Tam gor vidim eno kočo, čeprav vidim. Po mojem je to moj cilj. Drugače pa res tlele tako. Ne moreš preživeti. In ker malo grozno je. Drugače pa veste, kaj sem še naredil? Tik, tam, ko sem picajo, mene dvakrat hotel malo krč prijeti. Sem rekel še tu. Pa ne mi reči, da premalo pijem, no, oziroma pijem največ premalo. Zdaj sem danes spil že rečemo do 1, sem spil že 2 litra pa pol tekočine. Saj če ne več. Tu pa menda je dost. Pa sem pol gruntova bi šel po magnezijev tablet v stanovanje ali ne. Pa sem rekel, ne da se mi. Pa nisem šel, če me pa zdaj krč prijel, bom pa spet sam sebe krivga delal. Pa še bolj malo jih imam, jih zmanjkuje. Tako da jih moram še malo šparati. Ampak nikjer najbrž ne bojo tako potrebni, kot tle je čista dehidracija, zmatran, tudi tret, tako da. Ja, neč gremo dalje, moramo priti. Zdaj se mi pa malo moje supergice smilijo. Lejte, tele Mizumo, vrhunska superga, ki bom uničil po tej kurčevi mivki. Tu se takoj mivka unič, superge takoj, če ne veste. Zakaj nisem v merelkah, zakaj sem v supergah? Zato, ker me noga še boli, ne? In je ta superga, to je za teči. To je res tako mehka in nekaj šepaš malo on tret, je pa, kad te boli, je lažji, če na mehko stopiš, ne. Ampak nisem vedel, da bo tle mivka, ker to povem, tudi ene druge Mizumo, tako lepe so bile. Sem bil v Egiptu in to jih čisto razreže, ta pesek, ne. Tudi, veste, to ima take fine membrane in tu takoj gre mivka noter. Tu poln mivke mu noter. Zato, ker te membrane so take fine, zato, da se zrači noga, ne. Kar je fino, če tečeš, ni pa fino, če takole po mivki hodiš, ne, lejte. Iščem, če se kje da, da ni mivke, pa je kar posod mivka, ne. Tako da, za drugič bo treba merelke vzeti. Se jih morda celo v avtu imam, a sem jih vso pustil, nisem čisto siguren. Ja, in lejte, skozi bo mivka. Tole mi pa ni všeč. Prišel do gore. Vam ne morem povedati, koliko sem vesel, da sem ta dober kilometer predelal. Veste, zakaj sem pa vesel? Zato, ker od 30. novembra nisem toliko prehodil, pa normalno prehodil. Kar že dober hodim in sem se tudi naučil hoditi, ker sem že malo pozabil. Tisti, ki ne veste, 30. novembra sem si v Bosni zvil nogo. Tako sem tukaj vesel in veste, zaradi tega, ker sem v zvito nogo, ne, to sem bil dvakrat tepen. Prvič sem bil slabe vole, zvita noga. Nikoli ne veš, a se bo pozdravljal tako, kot se more, ali se ne bo. Dobro, 100%, tudi če zdaj nisem, sem pa 99. Pol ne moreš se gibati. In če se nič ne gibaš, pol si še bolj smotan, še bolj tečen, še bolj ti je vse napota in tako naprej. Tako da, tale dan
sem ful vesel za njega. Ful in dobro, da sem se odločil tule jet. Sem že malo gruntal, da ne bi šel. Sem rekel, bi šel samo Lunino dolino. Sej itak sem v 3:30 vstal. Se ni treba, da dam vse iz sebe ven, ne. Ampak sem ful vesel, da sem šel tule. Ful. Tako da bravo. Jaz, res sem vesel. Bolj kakor sem šel na Triglav, res. Zato, ker tudi poškodba je le poškodba. Vrhunsko. Zdajle gremo pa še v dolino Lune. Tamle vidite, ki je Kučica, sem kupil karto za 10 € in plačaš, dobiš takole, kaj vse vidiš. Punca se zate vzame cajt in ti vse razloži. Ajte, glih angleško ne znajo. Jaz sploh nisem vedel, da je tle toliko zanimivih stvari noter. In tudi ful veliko za hoditi. Mene zdaj me je mečka noga začela bolj, tako da čisto se ne bom šel, ampak ful zanimive stvari, tako da tega se pa res veselim. Pol na konc pa mogoče še na sončen vzhod. Oziroma zahod. Nič, gremo noter. Sem že pri prvi točki, tole je tale velika sipina, ki jo vidite. In se bom pa preobu, ne. Veste, ta desni so Mizuno Superge, jih je škoda za avto. Kot sem že prej rekel, ta levo pa merelke, te so pa železne, tako da glih ta prave za v ta teren. Zanimiva pot. Ampak vidite, na sipino pa ne pustijo, imate skozi table. Tako da je samo zagledati, je pa največji užitek letati po sipinah, ne. To sem jaz v Maroku užival v tem, to je res noro dober. Tukaj imaš pa zdaj dve možnosti. Mirador pomeni razgledna točka, pa zdaj, ko vidim tole, bližje bom šel na tole gor. Se mi pa zdi, da tale pot ena, da bo več kot 50 minut dolga, kakor mi je ona ženska tam napisala. Kar je kar dolga zame, pa za to mojo nogo. Noro lepo, noro zanimivo, lejte to sipinco. Tle se tudi po tej sipini ne bi upal letati, tako kot tam sem po Maroku, ker so lahko kamni kje, ne. Zdaj tle dol naprej greš dol, pa prideš okoli do avta. Vidite, tamle je cesta. Tle bom šel pol še naprej, so še druge stvari. Tisti Mirador 1, ki je bil, ali 2, vidite, pa tam gor naprej, sem ne bom šel, ker me mečka noga začnela bolt, pa tudi čist blizu sem, da me krč prime. Morda bi res mogel iti po tablet za magnezij. Prav čutim, da bo vsak cajt. Kaj jaz to začnem čutiti, to ni dobro, ker pol ponavadi me. Je pa tole ful lepo, sicer tle na krančku ful slabš vidim. Ne vem, zaradi svetlobe ali kaj. Ni na ekrančku tako lepo, ki je v živo. Bom še s telefonom posnel za vsak slučaj. Zdaj smo pa že na drugi točki. Niti ne vem točno, kaj bo tole, ker tisti prospekt, ki smo ga dobili, ni nič opisano. Tam dole ena uslužbenka je povedala, da je 7 minut do gor. Zdaj bomo pa videli, kaj je gor.
Kakšna lepa pokrajina, kakšna lepa pokrajina. No, zdaj tole hodim na 3 minute, ne? Ženska rekla 7 minut. Ne vem, če ona teče gor ali kaj. Glejte, kje so gor ljudje še naprej. Tako da tole je vsaj 15 minut. Pa še mivka. Po mivki je ful težji hoditi. Že tako in tako vsak moment pa še bolj, ke imam gležen zvit. Tle je pa zaja. Veter zapiha in ti pesek v glavo v obraz meče. In je glih tako, ke bi te eni šmergli papirjem potegnil. Še malo pa sem gore. Je pa čudovito, lejte. Lejte, če pogledate tole. Dol tudi fotke sem naredil. Te fotke bojo na Instagramu. Tako da pejte na Instagram pogledat. Če me ne sledite še na Instagramu, me zasledite, ker bo ogromno dobrih fotkov. Noro dobri razgledi. Noro piha. Ampak lepo, nenavadno. Skratka, top. Sem že na naslednji točki. Tale bi znala biti bolj zanimiva. Tukaj so včasih sol kopali. In po slikah tam je bilo zanimivo videti. Ko bom videl, je pa 30 minut za hoditi. Pa me že kar ta noga boli. Če bi včeraj mi kdo rekel, da bom jaz tukaj prehodil, danes, kakor sem, bi mu rekel, da je neumen. Tako da sem kar malo ponosen nase, malo imam pa tudi dosti vsega. Tako da bom vesel, ko teh 30 minut minilo. Ker na vse ostalo, kar še mislim, da je pa manj, da je pa tam med 5 in 10 minut. Morda pa tudi ni, bomo videli. Zdaj prišel do ene jame, nič ne piše, kaj bi tu bilo, ampak to zgleda, kot da bi sublal. Ne vem. To pač ne vem. To so pa najbrž že ostanki tega rudnika soli, hiše. Neka stroj je bil tule, neka motor je tule, ne vem, ali dizelski ali bencinski. Po mojem je dizel, take stvari je bil dizel. Tam je še nekaj. Tole pa predvidevam, da bi bil kakšen agregat ali pa kompresor. In eno in drugo bi lahko bilo. Če jaz prav razumem, je tole vse, kar je bilo za videti. Vidite, sem pričakoval, da bo tu nekaj najbolj zanimivega, pa ni, ker lejte, tle dol, če bi šli, prideš po tej cesti, ki sem se jaz pripeljal. Če bi šel dol, bi šel po cest, pa dol prišel, no grem pa vsem raj tlele. V bistvu, ko sem prišel, v bistvu še na pot, tako da. Ja, mislil sem, da je tole najbolj zanimivo. Zanimivo. Mogoče so pa tukaj sol kopali iz tiste jame, pa tle vse okoli, ker lejte, tle je tako videti, ne. Tako da je čisto možno, da so tle kopali, te tudi tu je malo, rekel, na sutu. In tam je bilo pa samo so imeli pa urodje, pa tisto bajtico, pa te zadeve. Tole sem pa zgrešil, ko sem šel gor zgleda. Tole so verjetno kopali. Pa vmes malo kamna, malo soli. Kaj je pa tle tukaj zanimivega, da je tukaj ljudi? Gremo pogledat.
Zdaj sem pogruntal, to je končna točka, lejte. Tam so rampe, ne moreš več naprej, so pa tam od zadaj čudovite sipine. To so pa že malo bolj take afriške. Kaj pa tole? Neke skulpture, kamnite. Gremo bližje pogledati. To je to, kraj za poziranje, lejte. Tukaj pravijo, da se ne sme naprej, hotel sem vam pa pokazati, lejte, kakšna sipina. Pa še barva je una bolj rumenkasta, ne una črno-siva grda. Zdaj, malo grž bi bilo, če bi ljudje tu gor hodili pa dol, ampak to je tako zanimivo, se veste, ko sem bil na Namibiji, Big Daddy, kaj je zanimiv, ne? Tako da, škoda, ko to ne omogočijo. Tudi ne bi tu veliko ljudi šlo gor, se veste, ljudje so leni in se jim to ne da. Nič, tole smo zaključili. Lunino dolino. Zdaj gremo pa še na ono razgledno točko, ker naj bi se sončni zahod pričakal, sem je do sončnega zahoda že kar daleč, tako da ne vem, če mi jaz tam 2 ure ga čakal. Sem že malo utrujen, saj sem rekel, 3:30 sem vstal. Kakor vse kaže, sem eno stvar izpustil. Namreč tukaj na temle parkingu ni bilo nobenega avta, nobene table. In jaz sem se odpeljal naprej, zdaj, ko grem pa nazaj, vidim, da je pa kar nekaj ljudi, ki le gor hod. Grem pa še spogledati, ker sem tle bi bilo škoda ne pogledati. Sem hecen. To je ta tist Salt Meaning. Se pravi, tle sem že bil, ne, sem prišel z one strani. Zdaj sem pa še z te strani. Ah, jebi ga. Mečken sprehoda ne škod. Tole bi lahko bil pa amfiteater. Čakajte, da vidimo, ne. Ne bo tu nikjer pisalo. Ker bilo je na prospektu, tle pa ne. Ejte, zelo lepo, a? No, zdaj pa še ta točka, ki se sončni zahod čaka. Samo jaz ga nam čakal, ker je še ne 6:30 je ura, ob 9 šele sonce zaide, tako da 2 ure pa pol jaz ne bom čakal, ker sem preveč zmatran. Sem danes pa res že veliko videl, veliko prevozov, tako da mečkem bom tle posedel, lejte, si lepo je, kad dol pogledaš, ne. Ampak po nekem času bom pa šel, no, 15 minut bom tle posedel. Drugač bi za danes rekel, da je bil moj najboljši dan na potovanju, če vse skupaj seštejem. Doben dan nisem še toliko veliko videl. Najbolj mi je pa to, da sem shodil, da normalno hodim spet. Čeprav zdajle me je spet začela noga že malo bolj, tako da že ne hodim čist normalno, se moram pač malo tudi počitka, pol noga rab, moraš gibati, moraš pa tudi počivati, ne. Tako da danes bom res šel vesel spat, če bo vse po sreč, bom še mi gre na živce, moram musko nabijati tamle v avtu. Če bom tam še kje najdu, da sadje prodajajo, si bom kupil par tistih nektarin, pa ne 2 pojem za večerico. Jutri pa zapuščam San Pedro de Atacama, grem pa nazaj proti jugu.
sem si mal plan naredil in imam premalo časa, da bi šel še naprej proti severu. Tako da grem proti jugu, za naslednje 3 dni že imam bukirano. Zanimive stvari bom videl, tako da glejte tudi naslednji del, pa če niste prvega pogledali, ga poglejte. Drugače pa lejte tle, v San Pedro de Atacama je bilo super, ampak mi pa tudi malo odgovarja iti, najbrž tudi zato, ker me je ta sonce v peku. In zdaj me tudi sonce ful moti, ne. In veste, tle sicer ni vročine, ne, ampak sonce je pa tako močno, ne, odzunaj je hladno, ampak je pa avto na soncu, je pa tako vroč, da ko se zaplek primeš, da se spečeš. Tako da imaš zdaj občutek, da si v mikrovalovni pečici. Da te samo te žarki grejo, drugače pa hladno odzunaj, ne. Tako da bilo je ful super, mi pa tudi odgovarja, da jutri grem naprej, ker grem pa ob morje, morje imam pa rad in pol še čez 2 dni ali čez 3 dni bom pingvine šel pogledat, to se tudi izjemno veselim. Tako da poteka vse po načrtu, tako da sem ful vesel, veliko doživel, veliko pa vem, da še bom, tako da. Hvala, ker me spremljate na tem potovanju. Če niste naročeni na moj YouTube kanal, dajte se naročiti. Pa zasledite me tudi na Instagramu, pa spremljajte malo v storijah, ker to storije ful redno objavljam. Oziroma, ne, kdaj jih ne objavim, zato ker ni interneta. Ker tukaj so ogromne, ne, kele gor, ker sem šel proti, ker greš proti tem prelazem, ne. Mislim, tu se 2 ure voziš, pa tam tudi en človek ne živi, ne. In logično pol, da nimajo oni zdaj to z internetom pokrito, ne. Tako da takrat pol pa ne morem objavljati, ne. Pol pa, če pridem zvečer ravno domov, tudi ne objavim takoj, zato ker vem, da je pri nas, ne vem, polnoči ura ali pa 1 zjutraj in nima smisla. Objavim pol pa drug dan, ne. Tako da ja, spremljajte. Lep pozdrav iz vročega San Pedro de Atacama.